Četrta kitica. Zadnji od duhov. Prikazan se je bližala počasi, resno, molče. Ko je prišla v bližino spuha, je ta klecnil na kolena, ker sta se še celo po zraku, ki ga je duh razgibaval, širila mrak in skrivnost. Prikazan je bila zavita v smolnato črno haljo. Z njo je imela zakrito glavo, obraz, postavo, da je bilo videti le stegnjeno roko, vendar je bilo po njej težko ločiti njeno postavo od noči in jo razlikovati od teme, ki jo je obdajala. Ko se mu je približala, je imel občutek, da je velika in postavna in da ga njena skrivnostna navzočnost napolnjuje slovesno grozo. Več pa ni mogel vedeti, ker prikazan ni ne spregovorila, ne se premaknila. Sem pred duhom prihodnjega božiča? Je vprašal. Duh ni odgovoril, samo z roko je pokazal tja ven. Misliš mi pokazati sence stvari, ki se še niso zgodile, pa se bodo v prihodnosti? Je nadaljeval spuh. Je tako, duh? Zgornji del oblačil se je za trenutek nabral v gube, kakor da je duh pokimal. Samo ta odgovor je dobil. Čeprav je bil že dodobra vajen družbe duhov, se je to pot vendarle tako ustrašil molčeče prikazni, da so mu zaklecala kolena in je ugotovil, da se komaj še drži pokonci, ko se je pripravljal, da bi jo pospremil. Duh se je za trenutek ustavil, kakor da si ogleduje njegovo stanje in mu daje priložnost, da si opomore. Ampak spuhu se je pri tem še poslabšalo. Drgotal je v negotovi, nejasni grozi, ker se je zavedal, da so pošastne oči za temno tančico strmo zavrtane van, medtem ko se sam lahko ne vem kako napenja oči, pa ne more videti nič drugega, kakor roko prikazni in velike gmote črne teme. Duh prihodnosti, je zaklical, tebe se bojim bolj kakor drugih duhov, ki sem jih videl. Ker pa vem, da me misliš poboljšati in ker se zanašam, da bom učakal čas, ko bom drug človek, kakor sem bil do zdaj, sem pripravljen prenašati tvojo družbo in sicer s hvaležnim srcem. Kaj res ne maraš govoriti z menoj? Prikazan mu ni odgovorila, roka pa je kazala naravnost naprej. Vodi me, je rekel spuh. Vodi. Noč hitro mineva, zame pa je to dragocen čas. Vodi me, duh. Prikazan se je odmaknila, kakor se mu je prej približala. Spuh se je pomikal v senci njenega oblačila in zdelo se mu je, da ga vzdiguje in odnaša seboj. Skoraj ni mogoče reči, da sta stopila v mesto, ker je bilo bolj čutiti, da je mesto zraslo okoli njiju in ju samo obdalo okoli in okoli. In vendar sta bila v njem, celo v njegovem srcu, na borzi, med trgovci, ki so hiteli sem ter tja, žvenkljali z denarjem v žepih, se v gručah pogovarjali, pogledovali na uro, se zamišljeno igrali z velikimi zlatimi pečati in tako naprej, kakor jih je spuh pogosto opazoval. Duh se je ustavil zraven majhne skupine poslovnikov. Ker je spuh videl, da roka kaže nanje, se jim je približal in jim prisluhnil. Ne, je rekel veliki debeluk z mogočno brado, ne vem, kaj pride o tem, vem samo, da je mrtev. Kdaj pa je umrl? Je vprašal nekdo drug. Nocoj, bi rekel. Dajte no, kaj mu je pa bilo? Je vprašal tretji in si vzel velik ščepec njuhanca iz prostorne tobačnice. Mislil sem, da ne bo nikoli umrl. Kaj se ve, je rekel prvi in zazdehal. In kaj je napravil z denarjem? Je vprašal rdečeličen gospod z bingljajočim izrastkom na koncu nosu, ki se je potresal kakor Purmanov smrkelj. Nisem nič slišal, je rekel moški z močno brado in spet zazdehal. Mogoče ga je zapustil v svoji družbi, meni ga ni, samo to vem.
Temu domisleku so se vsi od kraja nasmejali. Videti je, da bo zelo poceni pogreb, je rekel isti govorec. Saj ne poznam nikogar, Bog mi je priča, ki bi bil pripravljen iti. Kaj, ko bi se zmenili in se pridružili brez vabljenja? Nimam nič proti, če je poskrbljeno za pogrebščino, je pripomnil gospod z izrastkom na nosu. Moram dobiti kaj za podzob, da grem zraven. Spet smeh. No, na vse zadnje sem jaz še najmanj pristranski med vami, je rekel prvi govorec, saj nikoli ne nosim črnih rokavic in nikoli ne malicam. Ampak pripravljen sem iti, če gre še kdo. Če dobro premislim, kaj se ve, ali nisem bil celo njegov najboljši prijatelj, kadar sva se srečala. Takrat sva se ponavadi ustavila in poklepetala. Z Bogom. Govorci in poslušalci so se razšli in se pomešali med druge gruče. Stispuh je poznal te ljudi, zato je pogledal duha, da mu razloži. Prikazan je drsela naprej po cesti. S prstom je pokazala na človeka, ki sta se srečala. Stispuh je znova prisluhnil, misleč, da je mogoče razlaga o tem. Tudi ta dva je dobro poznal. Bila sta poslovnika, zelo premožna in posebno ugledna. Zmeraj je skrbno pazil, da je pri njiju dobro zapisan, seveda v poslovnem smislu, izrecno v poslovnem smislu. Kako se kaj imaš, je rekel prvi. Dobro, pa ti, je odgovoril drugi. Dobro, je rekel prvi. Stari piškurjo je nazadnje le skupil, ne? Pravijo, je odgovoril drugi. Mraz, ne? Kakor gre za Božič, ti se ne drsaš, kaj? Ne, imam polno drugih skrbi. Nasvidenje. Nobene besede več. Tako sta se srečala, se pogovorila in razšla. Stispuh je bil v začetku skoraj presenečen, kako da duh prisoja, kaj pomena na videz tako banalnim pogovorom, vendar je jasno čutil, da mora biti v tem kakšen skrit namen. Zato je začel sam preudarjati, kaj bi neki bilo. Skoraj si ni mogel misliti, da ima to kakšno zvezo s smrtjo Jakoba, njegovega starega družabnika, zakaj tisto je preteklost, področje tega duha pa je prihodnost. Ravno tako tudi ni mogel misliti na nobeno stvar, povezano neposredno z njim, da bi jo lahko povezal s seboj. Ker pa ni niti malo dvomil, da ima vse, pa naj je povezano s komer si že bodi, prav gotovo kakšen močan pouk za njegovo poboljšanje, je sklenil shraniti v srcu vsako besedo, ki jo sliši, in vse, kar vidi, še posebej pa opazovati svojo senco, kadar se pokaže. Pričakoval je namreč, da mu bo potek prihodnosti sam dal ključ, ki ga je izgubil, tako da se bodo zlahkoma rešile vse te uganke. Ker je bil že tam, se je ozrl okoli sebe po svoji podobi, vendar je v kotu, kjer je ponavadi on, stal neki drug moški in čeprav ura kaže dnevni čas, ko je sam ponavadi tukaj, ni zagledal svojega dvojnika med trumami, ki so vrele skozi glavni vhod. Ampak to ga ni ne vem kako presenetilo, saj je sam pri sebi preudarjal, da bo spremenil življenje, tako da je pomislil in upal, da tu že vidi uresničene svoje novorojene sklepe. Zraven njega je mirno in temno stala prikazan stegnjeno roko. Ko se je ozdramil iz zamišljenega razglabljanja, je iz smeri, kamor je kazala roka, in iz položaja v zvezi s seboj sprevidel, da ga ostro opazujejo nevidne oči. Ob tem se je stresel in spreletel ga je mraz. Zapustila sta živahno prizorišče in zavila v temačen del mesta, kamor Stispuh dotlej še nikoli ni prišel, čeprav je prepoznal lego in slab glas. Ulice so bile umazane in ozke, štacune in hiše vegaste, ljudje napol nagi, pijani, zanemarjeni, grdi. Iz zagat in prehodov so kakor iz neštetih smetišč bruhali rezek smrad, nesnaga in življenje po skrivljenih ovinkih, vsa četrt pa je zaudarjala po zločinu, gnusobi in revščini. Globoko v tej jami razpite grdobije je bila pritlična, na ulico štrleča prodajalna pod nagnjenim napuščem, kjer so kupovali železo, stare cunje, steklenice, kosti in umazane odpadke. Po tleh v trgovini so bili nagrmadeni kupi zarjavelih ključev, žebljev, verig, tečajev, pil, tehtnic, uteži in zavrženega železja vseh sort.
Skrivnosti, ki jih je le redko kdo pripravljen raziskovati, so nastajale in se skrivale v gorah nemogočih cap, grmadah pokvarjene maščobe in grobljah kosti. Sivolas dedec, skoraj pri 7 križih, je ždel med blagom, s katerim je kupčeval ob peči na oglje, sezidani iz stare opeke, smrdljivimi zastori iz vseh mogočih krp, obešenih na vrvi za perilo, zaslonjen pred mrzlim zrakom od zunaj in kadil pipo sredi ugodja mirne osamljenosti.